Sem dala kar prednost kot drugim stvarem. Ko je šla ona rajš na trening karateja, kot da bi se dobila s teboj. To je fajn bolelo, ja. Kako si se To se počutil? spomnim. A se spomniš? To je zelo bolelo. Slišal sem tudi, da bi naj do leta 2050 vsaka druga ženska bila samska. Po mojem tudi zato, ker se mogoče tudi moški niso pripravljeni toliko potruditi, ne, mi pa imamo nekaj več časa za odločitev. Gašpor pa Ema, dobrodošla. Pozdravljen. Ja. Sem kar dosti molil vsak dan. Bog povej mi, kaj ne naredim s to punco. Ja, ne, se truditi, ustrajati. Kljub temu, da je malo muha stalka. Lahko bi te tako rekli. Ena stvar, v kateri sem jaz najbolj zrasla, sem pa tudi jaz res začela delati v odnosu na tem, da se tudi jaz prilagodim, na tem, da se tudi jaz potrudim. Tako da pač res cenim, da se je Gašpor najprej potrudil, da sem se lahko še jaz. 3 tedne prej sem jaz se s staršem šel posvetovati, če lahko zaročim neko hčerko. Wow. Malo zato, ker jaz dosti dam na neko tradicijo, malo pa tudi iz spoštovanja do njiju. Trenutno je moj najboljši opomnik, da Bog obstaja Ema. Ne se bati iti v to. Zakon je res zakon. En ali 2 dni, en dan pred poroko, to Civilno. civilno. Ja, bi prišel iz Ja, prišel z Kranjske in enih 6-7 dni pred. In Ema prosi, da preskočiš. Ja, pa Vržeja tudi mi ne bi bilo, ne. Ja. Tako da boš preskočil. Po mojem, da ja. To si zdaj javno povedal, ker smo že nota, veš. Ok, cool. Gašpor pa Ema, dobrodošla. Pozdravljeni. Ja, v vajini zakon zgodbi. Lepo. Vidva sta predstavnika dižovske mlade generacije, sta naša animatorja. Oboji vajini starši so v družini in življenju že zelo dolgo vključeni. Tako da pri nas smo pa nekako rekli, ne vem, v zadnjem času tako smo se majčkeno zavedali tega trenda, pa videli par statistik, no, glede tega, kako težko danes mlada generacija vstopa v odnose in v zakon. Slišal sem tudi, to je bilo glih včeraj nekje na netu, sem zaznal, da bi naj do leta 2050 vsaka druga ženska bila samska. Which is tle na zahodu pač, ne. Kar je noro, ne. Ker pač ne bo fantov, ker ne bo primernih fantov, ker so pač ful zahtevne, ker bojo rajš imele kuške pa mucke, no. Tako da... Mogoče enostavneje. Mogoče enostavneje, ja. Pa nimamo nič proti kuškom in muckom, da se ne bo zdaj tle kdo vsajal, prosim, no, imamo radi živali in vse. Ampak še nekako rajš imamo pa ljudi in imamo radi odnose med ljudmi, zato rečemo, da gradimo odnose, za katere je vredno živeti. Pa me zanima, tako mogoče mečkin vajne predzgodbe, iz kakšnih družin prihaja vsak od vaju, kako sta doživljala to, da so bili starši v tej naši zgodbi, kjer so že prej gradili odnose, pa bomo šli pol počasi lepo naprej, tako čist na easy. Mogoče Ema začnemo s teboj. Hvala. Ja, pri nas se mi zdi, da že od začetka v bistvu se ne spomnim, da pač ne bi bili upeti v to versko življenje pa diževo življenje. Sicer sta mami pa ati povedala, da sta one v bistvu šele začela hoditi v te zakonske skupine potem, ko sem šla just v Baragov vrtec. Tako da ja, ne vem pa čisto točno, kdaj sta se pridružila dižu, tako da se pa spomnim, da smo hodili v Crikvenico na te seminarje. Ja, in to je bilo meni ful fajn, no. Tudi animatorji so bili ful fajn, mislim, da sta bila Ema pa Erika takrat. In pač, ne vem, meni je bilo že takrat ful fajn tudi njima pomagati, pa tako veliko prijatelj sem tam spoznala, tako res. Pol pa v enem 8. razredu, ja, smo začeli hoditi v Vržej. Ja, to je pa bilo tudi čist nekaj drugega, no. Je bilo ful fino. Drugače pa, tako nasplošno se jaz nisem prav počutila drugačno tako od drugih. Ne vem, mami pati se mi zdi, da sta tudi tako nasplošno v življenju skozi bolj s svojim zgledom tako dajala vedeti, da pač so pomembne nekatere vrednote, se pravi ljubezen, pa vera, pa družina, tako. Ja.
Sem pa zdaj pač bolj starejša, ker sem več razlik pač vidim med recimo nami, ki smo pač del neke krščanske skupnosti, pač tudi v vrednotah pa med drugimi. Sicer lih včeraj smo imeli eno debato in smo ugotovili, da je pač tudi ful fino imeti kakšne prijatelje, s katerimi se lahko tudi, ki nam predstavlja pač tudi drugo stran, ne? Da nismo samo kole, ampak tako. Cool. Fajn. Gašpar, jaz se spomnim, ko si bil ti še majhen. Jaz se tudi spomnim. En fotoaparat ste prišli iskat domov. A res? Čakaj, ti mi lahko tikamo se. Ja, seveda. Daniel, Vilma, ti pa Tobija, mogoče bil še kdo. Ja. Mislim, da je pa zrihtov en fotoaparat. Se spomnim, to je pa res dolg nazaj. To je kar 2014. Jaz bi rekel, da je bilo še prej, ne? Ja. Možno, da še prej, ja. Cool. Mi smo pole že hitro začeli hoditi v Veržej. Mislim, da bo več razlike. Možno. Tako da, ja. Fajn. Čekaj, se pravi, v Veržej ste hodili, to govorimo o Veržeju, teh duhovnih počitnicah za družine v Veržeju, ne? Ste hodili koliko let? Zdaj bo 10. poletje, ko pridem. 10. poletje, ko pridem. Ja. Bravo. Kaj te vabi, da prideš nazaj? Tudi zdaj. Res dobra družba, ljudje. Se mi zdi zelo dragoceno to, da lahko sem z ljudmi, oziroma predvsem mladimi, ki se razumemo. Če neke dobre prijatelje dobiti v nekih drugih okoljih, rabim dlje časa. Se mi zdi, da se ne počutim tako zelo hitro sprejetega. To mi je ful fajn. Se mi zdi, da sem dosti zarasel, predvsem tisti, ki me poznajo iz mojih prvih let, torej zdaj 10 let nazaj. Mislim, da sem se v enih stvarih ful spremenil. Ne samo fizično. Cool. Tako da, ja. Fajn. Vidno boste letos prav prevzela animatorsko ekipo, ne? Taka je ideja, ja. Ja, bravo, hvala. Ja, prosim. Ne, sem vesel, veš, ker tako mladi rabijo mlade, da jih, bom rekel, vodite, da nismo sam mi, ta stari, tisti, ki tam nekaj žugamo, ne? Tako da, fajn. Kako sta ate Pavle pa mama Tatjana gradila odnose? Si ti to opazil, kaj si v bistvu, kaj ti je manjkalo pri tem, ali si videl, da je bilo vse tako, kot mora biti, ali tako v tem smislu, je bilo pač to tvoj default in, a veš, si opazil kakšno razliko to, ko ima pravi recimo z kakšnimi drugimi in tako? Jaz, ko sem mlajši, nisem niti opazil nekaj preveč razlike, bili smo na vasi. Vsak otrok je imel očeta in mamo in vse je načeloma, vse je nas ven zgledalo super in v redu. Potem smo prišli v srednjo šolo, pa niso bili vsi starši skupaj in potem mogoče šele v srednji šoli, pa tudi v vaterpolu, ko sem šel malo ven iz te naše vasi, sem videl, da ni tako samoumevno, da si vsak dan z očetom in mamo, ne samo za vikend ali pa čez teden. Kar sem mi zdi začel šele bolj ceniti, čeprav se ne maramo ali vsako sekundo našega dneva. Ampak tako, ko se recimo zvečer dobimo ali pa pri kosilu, je zelo dragoceno. Se mi zdi fajn, da se lahko pogovarjamo o različnih stvareh in ja, njihov ljubezen sem čutil vedno. To se mi zdi, da je bilo največ, kar sta mi dala, prvo neko podporo, da karkoli bom pač ostal z mano. In to, da sem jaz ona dva rada, sem pa vedel odvedno. Tako, ni bilo samoumevno, ampak hkrati je bilo samoumevno, da... Da, ful je nevarnosti v resnici. Ja. To, ja, cool. En side track, ti si treniraš vaterpolo še zdaj? Ja, še. Daj povej, kaj ti to daje v smislu mogoče nekih teh, bom rekel, a veš, ta klasika, ki rečejo, šport ti da delovne navade, pa tako, ali... Tudi se mi zdi, da največ, kar je to neko dojemanje hierarhije, okay. Da jaz
predvsem pri vaterpolu točno vem, kje sem Okay. in se pač na podlagi tega tudi obnašam. Dobro. In mogoče sem večkrat, ko sem bil mlajši, to hierarhijo na drugih stvareh hotel prekositi oziroma iti više, sem pa pol hitro gotovo, kje so tla. Ne? In predvsem to vaterpolo mislim, da mi je dal. Se pravi neko varianto, da se umestiš v nek okvir. Ja, in da nimam problem sprejeti neke avtoritete. Tudi zdaj, ko delam v bolnici, je tudi zelo znano, kje sem jaz, kje so drugi in nimam težav s tem. Tako so rekli in tako je. Wow. Ker mislim, da imajo mnogi probleme s tem, predvsem sošolci. Ja, danes med mladimi je to kar težava, tako da če si se tega naučil, si se veliko naučil. To mislim, da največ, ja. Super. Se ti zdi, da boš lahko prinesel, a veš, ne vem, če si kaj spremljal te debate, ki smo jih zdaj imeli, ne? Pač dobro, dal ti je vaterpolo tudi fizično dober frame, ne? Boš lahko Emo povabil v svoj okvir, zdaj, ko razmišljate o poroki? Knjigo sem kupil, moram pa ugotoviti, nisem še pa do konca bral, pa moram ugotoviti točno, kaj ta okvir je. Pa Okay. jaz upam, da bom uspešen v tem. No ja, jaz se spomnim, ko sem bil jaz mlad, bi mi ta ideja ful pomagala v tem smislu, da ne zdaj nadvlade fanta nad punco ali kakorkoli, ampak jaz se spomnim, midva, ko sva se s Sašo poročila, sva bila še oba študenta, tudi vidva sta, ne? Bomo šli takoj v to smer. Ampak spomnim se, da je bila ona absolventka in je že lahko začela delati. In dejansko sem prvo leto bil preživljen s strani moje žene. Tako da imam izkušnjo, kaj to pomeni. In je ok, ampak tako, ko zdaj razmišljam za nazaj, se mi zdi, da bi se bil bolj potrudil, da bi kaj več naredil v tem smislu. Imel sem študentski job back, tako na easy neki, in nisem neki ful zagrabil takrat. In mi malo manjka to, ne, tako, v tem smislu. Se pravi, videla sta zdaj še ena fora. Pred kratkim smo imeli tu še en mlad para, ne, ki sta se tudi mlada poročila, Laura pa Sara, ne, in je moja hči potem rekla, pa so ti dva nista tako mlada, ali sta stara že 24 pa 22, ne, sem rekel, to je mlado. Koliko mlada sta vidva? Jaz sem 20, mlada. A ti si 20 mlada? Jaz sem pa star 22. Wow. In se nameravate letos poročiti? Tako je. Ja. Septembra. Ko me čaka. Ko mi čakate? Koliko časa hodita? Enih 6-5 let. Ja, nekaj takega. Wow. Ok, dolg, ja. Ja. A ste se slučajno v Vržeju spoznala? Sva. Ja, sem se spoznala že. Ja. Ok. Čakaj, pa koliko ste bila pol stara še, Molca? Ja, 6. ko so se spoznala, ja, 14, Ja? Ja. pol pa, ja, začela pa sem, mislim, pri 16. Ja. Se pravi, ni čisto to prvo leto iskrca preskočila, ali je že takoj kaj špila, ko ste se Ko Ema zagledali? pove na temo. Ema pove, kako je to zgleda. Ne, ja, to prvo leto sem v bistvu bolj jaz njega opazila. Aha, Pol takoj pa- si ga opazila. Ja, mislim, ali to, ja, po mojem to prvo ali to drugo leto, zdaj si ne spomnim, ker je Ok, pač že bolj dolg časa nazaj, ja. Ampak ja, bolj naslednje leto sva se pa oba opazila. Ste si pa opazili in pa Da, smo ja. še drugi opazili in smo rekli, Ja. tam med Gašperjem pa Emo se bo pa nekaj dogajalo. To so bili lepi časi, ja. Ja. Ja, lepo. A zdaj niso? No, zdaj so še lepši. Ja. Ko se spomnim, je Ok. fajn. Ampak ti si iz Primorske, ti si iz Gorenjske. Ja. Kako je pa ta veza med letom potekala? To je bil pa kar problem. Je bil Zdaj se malo hecamo, Erika je takrat rekla, ja, a bosta prek Skypa, ne? Mislim, že takrat je bil Skype malo zastarela stvar, ampak ja. A ja, ok. Dobro. Ja, malo državna omrežja, klici. Ja. Tako, trudila so se, malo sem prišel jaz gor. Kako pogosto ste se videvali, recimo? Ja, čist na začetku smo šli mi drugač polet večkrat tudi enim prijateljem na Uloku, tako da pol, če smo bili takrat tam, sem jaz pa rekla, če greva lahko skupaj, ker pač smo bili že dosti blizu. Okay. Tako da ja, enkrat prvič sem šla v Divačo. Ja. Na zmenek. No, najbolj dolgočasni kraj na tem svetu, ampak ja, nam je bilo fajn. Ja. Ja, verjamem.
In enkrat na mesec, recimo, je bil dober mesec, če so se videla. Okay. To je bilo kar težko obdobje, ker ni enostavno brez nekega fizičnega stika, da se vidiš, da se pogovoriš v živo. To je res. Ampak ne vem. Jaz že v samem začetku, ko sem šel v ta nek najen odnos, čim je prišlo iz nekega prijateljstva naprej, sem jaz, to potencialno bi lahko bilo nekdo, s kom bi se videl še naprej v življenju. In se mi zdi, da tega se mi ni bilo tako težko potruditi, malo bolj, mogoče kaj več zadržati. Mislim, da če ne bi bila Ema takšna, kot je, bi po moje dosti prej obupal. Kakšna je to? Čudovita. Tako, da se z njo na enostaven način pogovarjati, dostopna. Se imava lepo skupaj, zaradi takrat se mi zdi, se pogovarjala ne samo o nekih takih basic stvarih, ampak ampak sem bil vedno bom dobil izpit, pa bo malo lažje, si pol je bilo res lažje. Potem je nekako šlo to naprej. Pa je bilo treba imeti pa znar za benzin. No, to smo se potrudili. Ste se potrudili, ne? Prioriteta. Ja, se spomnim. Pa, ne, tudi starši so pomagali. Ko nisem imel avta, mislim, so oni posodili avto, tako da super. So navdušeni zdaj nad njo, že takrat so bili in so dali neko možnost, da ni bil težav uresničenje te zveze. No? Ful pomemben point. Ne? V tem smislu, da tudi starši itak, da so veseli, če vidijo, da pač se tako dva takšna najdeta skupaj, ne? V tem smislu in pač radi starši pomagamo, ne? Tudi to morate tam mladi vedeti, če smo nekako zadovoljni zvezo. Ne? Ema, je bilo tudi zate tako že od začetka, da si recimo šla z, tako kot Gašper rekel, neko resno mislijo v smislu tole bi pa lahko bilo nekaj več, v smislu, a sta že razmišljala dokaj zgodaj o sami poroki ali pač tako, nekak resna zveza? Ali... Ja, jaz na začetku nisem bila tako zelo prepričana, tako se je mogel Gašper kar potruditi, sem mu kar otežila delo, se mi zdi. A res? Ja. Okay. Pač če pogledam nazaj, sem dala kar prednost kot drugim stvarem, ne vem, pač če je on bil glih slučajno v Kranju, pa pač je rekel, če se dobiva, pa sem imela jaz lih trening, sem pač jaz šla na treninga, ne. Okay. Tako da na začetku je bilo bolj tako. Pa se mi zdi, pač bi se sam navezala čisto na začetku, da se mogoče tudi zato, ker si rekel, da si včeraj prebral nek, da bo vsaka druga ženska samska, da tudi po mojem zato, ker pač se mogoče tudi fanti oziroma moški niso pripravljeni toliko potruditi, ne, mi pa bi pač rade malo več ali pa rabimo nekaj več časa za odločitev. Ampak se mi zdi, da pa pol tako po kakšnem letu sem pa tudi jaz se je trudil. Ja, se je trudil. Ne, to je ful pomembno, tako kot si rekla, se strinjam. So se pa pol tudi jaz že bolj tako resno začela pogovarjati, pa sem se tudi jaz začela še malo bolj truditi, tako sploh. Pa se mi pa zdi, da sem že tudi jaz začela razmišljati, da to bi lahko bilo zavedno. Okay. Ja, kakor jaz vidim to stvar danes, ko spremljam kakšne mlajše generacije, ne, punca bi res rada videla, da se ti potrudi, da da vedeti, da mu nekaj pomeni. Ti pa je pa mogoče malo strah, pa malo negotov, pa malo preveč negotov, ne, v tem smislu. Po drugi strani pa tudi malo preveč ležeren danes. In to je že spet una debata v tem okvirju. Ne? In zaradi tega se mi zdi tako pomembno, da praviš, me bi rade, da se potrudite, fantje, dajte se potruditi, dajte inicijativo. Ne? Kaj praviš, Gašper? Ja. A si zaznal, čekaj, vprosti, kaj si trenirala? Karate. Karate? Ja. A si se nekaj bal? Ne, sem imel vedno višinsko in višinsko premoč in poteži. Ja. Ok, se pravi, ko je šla ona rajš na trening karateja, kot da bi se dobila s teboj. To je fajn bolelo, ja. Kako si se počutil? To se spomnim. To je zelo bolelo. Ok. Takrat, ampak ne vem, kako sem šel čez. Zdaj si mislim, da ne vem,
No, zdaj, ko vem razplet vseh dogodkov, ja, ampak takrat pa ne vem, če bi zdaj šel nazaj, če bi še vedno isto reagiral in če vedno toliko časa ustrajal. Okay. Bilo je vredno, oziroma je še vedno vredno bilo se ustrajati in truditi, ampak takrat pa ne. Takrat je bilo težko in ne vem, kako smo to uspeli. Jaz sem, ko sem prišla iz prijateljstva v zvezo, sem takrat spomnim v Vržeju. V bistvu cel teden, oziroma 2 tedna smo bili takrat, sem kar dosti molil, vsak dan sem ostal v kapeli 60 minut po. In sem prav s tem namenom, Bog povej mi, kaj ne naredim s to punco. Ja, ne, se truditi, ustrajati kljub nekim težavam in kljub temu, da je malo muha stalka. Ja, lahko bi temu tako rekli. Okay. In potem po tem Vržeju sem jaz jo vprašal, če je bila skupaj. In zanimivo, lansko leto v Vržeju sem v bistvu spet se v Vržej preživel tem v misli, če je čas že za poroko, če ni še za poroko. Ker v samem štartu sem šel jaz hitro v neko, to bi lahko bila moja žena, to je pač, vidim neko prihodnost, potem pa bi vedno, ko se je bližal ta čas, ko bi jaz mogel narediti nek korak naprej, v smislu za roke, tako pogovor v tej smeri, pa sem se malo ustrašil, ne. V štartu zelo zagret, pol pa, kaj pa če, ne vem, 1000 stvari ti pride v glavo, kaj lahko gre narobe. Ne vem, a je to sigurno res ta prava oseba, a mogoče je kdo boljši, kar je noro razmišljati, ampak takrat pač razmišljaš vse stvari. In no, ja, spet potem Vržeju, ko sem jaz tisti kapeli tam se zaustavil dosti krat, sem pol si mislil, grem kupiti prsten. Pa ste se potem zaročila kot uradni cerkveni obred za roke ali tako malo po svoje? Ne. Po svoje. Ja, po svoje, ja. Aha, okay. Na Krku v bistvu, pač ko smo bili s prijatelji. Tako da ja, me je kar presenetil. Sicer pač sva se pogovarjala že o tem, ampak je nekako uspel me prepričati, da bo bolj proti koncu leta. Tako da sem bila pripričana, da bo tam nekje novembra, za roka, je bila pa v bistvu septembra. Kako pa je to izgledalo, če smem vprašati? Najprej 3 tedne prej sem jaz se staršem šel posvetovati, ali lahko se poročim. Mislim, če lahko zaročim njihov hčerko. Wow. Tako da je, malo sta bila presenečena, ampak se mi zdi tako pozitivno. Ok. Prav vprašati si šel. Meni se zdi to pravi način. Wow, lepo. Ker vseeno. Zakaj? Malo zato, ker jaz dosti dam na neko tradicijo. Ok. Malo pa tudi spoštovanja do njiju. Tako. Sicer dobro vprašanje, če bi rekla ne, kaj bi jaz naredil, najbolj še vedno isto. Točno to. Ampak, hvala Bogu, ste rekla ja. A sta imela kakšne časovne pomisleke, vendar ne še zdaj, ali pa kaj v tem smislu, da bi starša rekla, ampak a bi vidva še rajš malo počakala, ali ni bilo tega pri nobenih starših? Ne. Mogoče so imeli to oni v podzavesti, ali pa razmišljali, ampak nikoli niso nič rekli. Mislim, da so bili kar za stvar. Ja, tudi zdaj pač v organizaciji so vsi ful pripravljeni pomagati. K temu še pridemo. Zdaj, se pravi, sta vidva, čeprav sta zelo mlada, jaz mislim, da zdaj pa celo po srednješolskih standardih lahko rečemo, da sta mlada, ampak sta pa tudi že res nekaj časa skupaj, se pravi, se dokaj dobro poznata. Mečkem bi šel še nazaj v to, kako sta vendarle gradila ta svoj odnos, a veš tako vsebinsko, kjer teme so vama bilo pomembne, da se jih pogovorita prej, pač ne tako, a sta kaj govorila, ne vem, otroc, šiht, karijera, vrednostno sta bila kar usklajena, to je plus, recimo, vam je pomagal. Blind spots v tem smislu so stvari, ki jih ne vidva. Tako, sta imela kaj teh debat? Zdaj jaz tle postavljam on the spot, pa ste rekla, to moramo se pa še vse zmeniti. Mislim, da sva kar razmišljali.
Ste razmislili temeljito, ne? Mislim, spontano pač skozi ta leta itak prideš do skoraj vseh tem. Sicer sva letos na pripravah na zakon ugotovila, da pač kakšnih še vedno nisva zares obdelala. Mogoče, da sva mislila, da sva jih, pa nisva. Ja, pač sva šla vse skozi predvsem. No, meni se zdi ena stvar, v kateri sem jaz mogoče najbolj zrasla, je to prilagajanje, prilagoditi se. Zaprav tako, na začetku pač jaz sem bila bolj, nisem bila čist ziher, pa tako, pa po nekem času sem bila pa jaz tako, ok, to pa je zdaj to, a ne. In se mi zdi, da ko sem to zaznala, ali ko sem se to odločila v bistvu, ja, sem pa tudi jaz res začela delati na odnosu, na tem, da se tudi jaz prilagodim, na tem, da se tudi jaz potrudim. Tako pač res cenim, da se je Gašper najprej potrudil, da sem se lahko še jaz. Ja, predvsem se mi zdi, ja, v pogovoru pa o tem, da jaz res povem, kaj si mislim, da sem iskrena. Ja, to. Ok. Gašper, kjer teme so se tebi zdele najbolj pomembne v času teh, vajne hoje, pa tako? Ja, mogoče ta zelo pomembna tema prišla šele najbolj na koncu na vrsto in to je nek odhod od doma in kako bi temu rekel, najin odnos starši. Se mi zdi, da ogromno njih vzorcev, ki sva jih šele čez čas ugotovila o pogovoru, se pač preslikujejo na naše življenje, kar nama mogoče kakšna stvar tudi ni všeč, ne? Mislim, da je predvsem ta odhod od doma, da razmisliva, kje sva, kje nisva, kaj naj jo še veže nazaj. Dosti tudi nekih, ja, kot sem prej rekel, vzorcev, ker delava samo zato, ker je to dela moja primarna družina, ampak v bistvu to nama ne paše ali pa enemu od naju ne ustreza. Ne? Mislim, da to je bilo tudi velika spotika med našo hojo. Tako da to je bil najiskreni sem imela pripravo in mislim, meni je bila ta najbolj pomembna tema od vseh. Ok. Se pravi, to je e-priprava? Ja. Pri iskreni? Super. Ja. Zelo slišim fajn pohvale na to temo, ja, da treba sicer delati, ampak vse komplet se obdela. Ko so se midva poročala, še ni bilo, tako da... Fajn, sva pa hodila 2 leti v Kristino Gostečniku, takrat na celoletne priprave, tako da ja, sva tudi marsikaj obdelala in ja, je bilo, ampak priprava je neki, ne, pol je pa life, ne. A sta vidva tako, sta se odločila, da bosta se priselila skupaj po poroki ali že živita skupaj, če smem vprašati? Po poroki še. Po poroki. Zdaj še ne živiva skupaj. Ok. Ja. Kakšne so vajina mnenja glede tega? Ja, v bistvu ne veva. Tako, to je malo spontano tako prišlo, po eni strani pa se mi zdi prav, jaz sem svet malo tradicionalen, kar se včasih te stvari tiče, da se po poroki vseliva skupaj in začneva neko najno življenje. Sicer ni te poskusne dobe, ampak se v bistvu, če ne misliš vrniti, a rabiš poskusno dobo? Če ne misliš blaga vračati. Ne, tako da bo pa zanimivo, sigurno. Ker že zdaj, ko se tu kakšen dan, 2 preživa skupaj, ne, je potrebno nekaj prilagajanja in se mi zdi, da bo ful zanimivo to leto, ker mislim, da se bo kar spremenilo naše življenje. Kakor vaju poznam, sta karakterno malo tako kar različna, ne? Ema, si ti malo bolj tako fajsti, Gašper pa malo tako bolj umiren, pa tako? Ne, se pa odvisno za katero stvar. Ok. Jaz se mi zdi, da če o ta pravi stvari gre pogovor tema, so oba dva kar fajsti. Ok. Za kakšne stvari sem jaz bolj umirjena, pa on bolj... Pač jaz vidim, kjer stvari so njemu pomembne, pa pol, če meni ni to toliko pomembno, se pol jaz malo umaknem, ker ja drugače po naravi se mi zdi, da sem kar šefica. Ampak je pa tudi on, tako da se bo kar mogla navaditi. Navaditi, ja. Fajn. Ampak predvsem mislim, da je res fajn, da so tukaj oba za to, da to uspe. Ja. In
zaradi tega mislim, da je velika možnost, da bo stvar uspela, ker vsaj tako, kot sta se pogovarjala, si želiva rešiti stvari, pač si pomagati. In tako, v tej smeri. Se pravi, lani v Veržeju je dozorela odločitev, potem si šel kupiti prstane in septembra je bila zaroka. Ja, Nisi še povedal, kako je zaroka izgledala. V bistvu smo bili s prijatelji na morju, to je bilo ful ene priprave, pa ful enih majhnih podrobnosti, ki sem jih jaz opazila, pa nisem pogruntala, da bi to lahko bilo. Je pa bilo v bistvu, sva šla na sprehod, pa malo v hrib do neke cerkvice, do križa, tam Stara Baška. Ja, Stara Baška na Krku. In ja, pa tam prvni cerkvici pred unim križem me pa pol zaročil, tako da. Wow, lepo. Ja. Ti si imel vse splaniran. Ja, so mi pomagali tudi. Mislim, ta del je bil moj, pol pa smo imeli tudi zaročno za praznovanje. A res? Seveda. Malo ameriško. Hudo. Ja, smo bili v bistvu z njenimi prijatelji na morju. Pol sem pa jaz še moje brate pa sestro. Povabiti, Pa tam pa bratranca pa sestrično. Tako da v bistvu je imela ona najboljši prijatelj zraven, pa jaz, pa res smo se imeli lepo. Pa sestra edin, pač moj brat je manjko, ki je bil v šolo, ampak mi smo vsi bili večinoma na faksu, ali pa ful blizu Krka, tako da, ja. Ampak je bilo res lepo, ja. Nice. Pojmo še malo na zakaj, ne, v tem smislu. Ti si tradicionalen, to si že povedal, ne. Ampak tako, ko ste razmišljala o poroki, kaj vam to pomeni? Veš, kad danes recimo, jaz ne vem, bereš forume, ne, in tako folk prav, poroka stane tako med 12 pa 25 uri, ne, tako pač se pogovarjajo, bo to povedala, koliko vidva budžetirata, ampak tako. In vidim, da ker je to samo nek zadnji v nizu dogodkov, ki so se že vsi zgodili, se pravi, že živimo skupaj, imamo otroke, zdaj pač poroka kot nek event pride, ne, se pa sprašujejo, a je to vredno toliko enega denarja, ne. Prvame pač praviš, je šel razmislek v eno drugo smer. Tako me zanima malo, kaj ta ideja poroke, kaj vam pomeni in zakaj sta se morda nekoliko kontrakulturno odločila za to, ne? Ne veva, če se splača, verjameva, da se splača. In tudi, se je vidiva pri starših, da pa zgled, to je pomembno. Zakon je res zakon. In najbolj se mi zdi pomembno, mi dva sva tukaj, zadeva še Boga vključiti v to. In tudi nekaj obljubiš in pred Bogom, in pred ljudmi, kar se mi ne zdi, da je kar neki, ampak da neko težo. In tudi konec koncev to je sakrament, kar je v bistvu ena največjih stvari na svetu, lahko prejmeš in da lahko v tem sta skupaj, je res fajn. Tako da predvsem to, da bo Bog z nama, da ne vem, v tej smeri. Ja, meni se zdi v bistvu, da je to, zadnji smo se pogovarjali z enimi puncami, pa so tudi vprašali, zakaj. Pa se mi zdi, da je to v bistvu najvišja oblika ljubezni, tukaj na tem svetu, tako kaj gaš pa rekel. Pač, in da tle res midva sva se zdaj 100%, mislim se bo 100% odločila in se mi zdi to pomembno, da se nekdo odloči samo zate, da sprejme to, da pač se bo trudil zate. In da ni v bistvu poti nazaj, pa da imava prav zaradi Boga, ki ga povaba v odnos, v bistvu ni možnosti, da ne uspe, Mislim, tako si mislila. Nisem jaz tako mislila. Zanimivo je že, da zdaj glihkar ena frišna raziskava v Angliji prišla ven, ki podre stare raziskave na temo, kao da poroka nič ne pomeni. So bile prejšnje raziskave, ta nova pa pravi, da ne, da v resnici je statistično precej bolj verjetno, da pari ostanejo skupaj. Zaradi tega,
tudi če Boga vzamemo iz enačbe, ampak v smislu, da obljubiš pred ljudmi, da se boš za nekoga zavezal. Ne? A veš, če se odločiš, da boš vzel en rdeč avto, ne vem, rdečega, ne vem koga zdaj, v njih Kitajcev še ne znam, ne, Gilija, ne vem kjerga. Ampak od takrat naprej videvaš samo tiste rdeče avte, veš, na cesti, ne, si bolj pozoren in tudi podobno, ko se odločiš, ne vidiš več toliko drugih opcij. In potem ena druga teorija pravi, da ko pač potrdiš javno in pač pred pričami in pred žlahto in pred celim svetom, spet je to ena oblika zavezanosti, ne? In tako naprej. In dejansko je težje iti narazen potem, ne? Tako da že zaradi tega se vama, statistično, že sam brez Boga se vama statistično povečajo možnosti, da to uspe, ne? Če pa damo Boga kot zakrament, ne, je pa to še nekaj čist drugega, ne. V smislu, ne vem, mi dva z ženo zdaj zadnje čase velikrat prav moliva v imenu zakramenta svetega zakona, ne, ker tukaj to sta verjetno na pripravah slišala, ne, zakrament svetega zakona ga ne podeli cerkev, ga ne podeli duhovnik vama, ampak ga vidva drug drugemu. Podelita, ne. In povabita Jezusa med sebe, ne, v svoj odnos. Ne. In tukaj, v tem imenu tega zakramenta svetega zakona, tudi recimo mi dva kar molva zdaj. Ne, in prav vidiš moč te molitve, kjer sta dva ali so trije, tle sta združena. Ne. To je noro. To je fajn. Cool. In pol, september lani, zdaj na september letos, eno leto sta si dala čas za to čist neposredno pripravo. Dajte mečkaj napisati, kako to izgleda dan danes. Kaj pomeni danes se pripravljati na poroko? Samo za poroko kot dan je za event, ogromno enih stvari. Ja, sta si odločila, da gresta na veliko, all in. Nekaj srednjega. Okay. Tako, ničesar ne bo manjkalo, ne bo pa vse v zlatu. In, okay. Okay. Mislim, da sva tudi malo gledala, da ne zapraviva preveč. Hkrati pa vse, od muzike do hrane. Relativno dosti ljudi. Meni se zdi tako, v bistvu številka, ki mi je fajn. Koliko? 75. Ok, fajn. Tako. Ena stvar je še, moraš biti hiter, ker dosti stvari so že v bistvu, pa eno leto prej sva klicala, mislim, skoraj eno leto, pa dosti stvari je bilo že zasedenih? Že za 2027. A res? Aha, ok, se pravi, ko razmišljaš, je treba kar v akcijo. Ne predolgo gruntati. Tako. Okay. Virilno bi rekel, se je treba lotiti stvari. Fajn. Kdo pa več tega organiziranja dela ali skupaj, ali kdo še kaj pomaga, praviš starši? Mislim, da sva, mi dva sva se lotila te stvari, starši so malo vključeni, ampak bojo pa pomagali. Moja mama v naši cerkvi krasi cerkev, pa bo tudi krasila našo poročno cerkev. Aha, ok, pa bo to pri vas ali bo to... Pri nas. Pri vas, ne? Ja, pri nevesti se to dela. Fajn. Ja, to je, tudi, mislim, starši pa prijatelji pa tako so pač svojih tudi vključila, no. Mislim, vsi so ful pripravljeni pomagati, vsi pravijo, da če bova karkoli rabila, ampak prije to bolj v končni fazi. Zdaj so pa bolj midva, najprej sva pač, mislim, da skoraj 2 meseca iskala v prostor, pa sva zdaj ful fajn dobila, tako en kozovc sred ničesar, skoraj. Nice. Ja. Ok. Catering sva pa kar hitro dobila, tudi, mislim, preprosto, ampak se mi zdi, da pač vemo, da imajo dobro za jesti, tako da. Zdaj pa vabila, so tudi, srečem, moja botra je v bistvu ustvarja in nama je pa ona v bistvu naredila vabila. Ok. Pa. Dosti enih prijateljev
te bliže žlahte bo pomagalo. Poskoči ne jim pomaga. Ja. Saj, nekaj sprašujemo, če lahko nekaj že oni sami ponudijo pomoč. No, to se mi zdi fajn v tem smislu, da je ta pač poroka nek social happening, tudi že v smislu priprave, kjer vsi vskočijo, ne? Da ni potem to samo nekaj, kar ti vse čas sam, pa z fulenga denarja pripraviš za vse druge, kamor oni samo pridejo, ampak da so že kolikor se le da vključeni, to se mi zdi zelo fajn. No? Ja, verjetno strošk malo znižane. Ja, pa tudi verjetno pa tudi ni več pomen, ko pridejo. Bi si mislila, no. Ja, gotovo. Okay. Kaj je najpogostejša napaka, ki se zgodi pri pripravi na poroko? Mogoče sva kakšno že naredila. Ja, tako je pač ozavestila že kakšno napako v tem smislu, to bi pa drugače, če bi šla še enkrat. Mogoče da sta bila prepozna za kakšno stvar za organizirati. Okay. Ne vem, mogoče bova še kakšno napako videla. Tako, nekdo mi je upozoril, da mogoče je fajn razmisliti, da ne pretirano šparati, ampak hkrati je malo težko opreti temu, da ne bi pri čemu prišparal, zato ker so številke, to, kar sem jaz mislil, da bom maksimalno dal, je dala, pač je to minimalna številka, ki je na koncu realna. Ok. Financirate to, kaj vidva tudi, ali starši, ali skupaj, ali kako imate to zmenjeno? Ja, v bistvu še nismo zihar dorekli, ampak najprej bova midva, pa če bo potreba. So pa ponudili pomoč. Ok. Tako da so tudi pri tem delu skupaj in nam pomagajo. Super. Kaj pa pol? Imata že pač v tem smislu, če ti še študiraš, si rekel, zdaj delaš, ampak imaš še eno leto? Študiram, eno leto. Delam prek študenta. Kaj študiraš? Zdravstveno nego. Ok. In zdaj si v službi v bolnici? Ja, v bistvu pri maksilofacialnem kirurgu. Asistiram, inštrumentiram. Ok, fajn. Ti v redu? Ja, v redu. Mogoče ne bi tega delal celo življenje v smislu inštrumentar, ker vsi kirurgi so manjši od mene, kar pomeni, da se vedno sklanjam, ker se miza in stol njim prilagaja. Tako da, ampak v zdravstvu pa bi obstal, absolutno. To mi je... Ti je to? Ja, zelo fajn. Wow. Okay. Ema, ti si rekel, da fizioterapijo študiraš? Ja. To je ful težko prijeti gor, če jaz kaj vem. Jaz sem na Primorskem, pa ni bilo pač ni toliko velike omejitve, kot v Ljubljani. Ampak ja, se je bilo treba kar potruditi, pa se mi zdi, da pač meni je ful všeč program pa vseeno, tako da jaz imam še eno leto. Se pravi, ko se boste poročila, imate skupaj pred seboj še eno leto študija. Ja. Sorry, ampak kako te pa vidva živela? Najverjetneje še 3 leta študija. Zakaj? Še magisterij. A je še magisterij potem? Ja. Kako boste pa preživela? Sorry, ampak tako, ja. A nista malo neodgovorna? A veš, tako pač ne, folk. Mogoče sta neodgovorna. Kaj se pa to pravi, no? Mislim, a ni najprej štalca pa kravca, pa tako, no? Ja, zaživeti imamo okej. Ja, okej. V bistvu v našem starem stanovanju, mislim na postrešju na mansardi, skupaj z bratom. Za denar pa bo Bog poskrbel. Štipendija. Štipendija pa se Ema dela, pa nekaj so že prišparala, pa jaz delam. Tako da... Super. Mislim, realno, ne, hočem povedati ravno obratno, kot se hecam s temi vprašanji, v tem smislu, da tudi poročeni mladi par, ki piše, da rabi neskončno več kot neporočeni mladi par, ne, v tem smislu, pač, če je študentska tesna, pač je lahko tudi poročena študentska tesna, zakaj pa ne bi bila, ne? V bistvu nam je bolj pomembno to, da sva poročeni, da sva skupaj, da res na nekem zdravem temelju gradiva na en zakon, bolj kot pa to, da imava oba nova avta, da gremo na fajne počitnice 2-krat na leto. Tako, se mi zdi, pa so oba iz nekih družin, kjer smo relativno skromno živeli,
Jaz mislim, da ne bo nekega hudega prilagajanja. Da ste vajeni tega. Jaz mi zdi, da mogoče pač je splošno mislim sprejeto, da ko se poročiš, moraš imeti pa svoje, pa iti na svoje, pa pač vse sam poskrbeti. Ampak pač se mi zdi, da ni to point. ni treba, da vse sam narediš. Lahko pustiš, da ti drugi pomagajo. Še vseeno, ker še vseeno so še vedno stara 20 pa 22. Ne. Se strinjam. Ja. Ja. A ste kaj razmišljala, kdaj bi bili na vrsti otročički? Ja. Razmišljala sva, pogovarjala sva se tudi. Ja. Tako, ni točnega datuma. Ja, normalno. Hvala Bogu. Mislim, da ne moramo toliko detaljno planirati. Je še malo v zraku glede dosti stvari. Glede tega bi še verjetno malo počakala, ali ste mislila? Ja, verjetno vi. Ali pač ne, boste videli. Boste videli, ne? To se pač zgodi, ali pa ne, kakorkoli. Fajn. Lepo je mi všeč, no, ta vajna zgodba, ta vajna pripravljenost, ta vajna mladostna energija, ki se mi zdi, da je v resnici v tem obdobju življenja čas, da človek postavi zdrave temelje in da začne na polno v neko smer, če je dano, če je takšna možnost, ne? Ker to pač vemo, da ni dano vsakomur, pa ni dano vedno, ne? Tako da to je tak velik žeglno, rečemo, ne? Blagoslov. Zdaj smo na začetku julija, ne? Tlele je en lep vroč poletni dan. Kako nameravate preživeti to poletje pred samo poroko? Ločeno. Ločeno? Ja, mislim, najna poletja nasplošno so bila ločena. Ker se mi zdi, pač vsak od naju ima v svoji, mislim, jaz imam v naši župni oratorij, pa pol gremo na morje, pa pol 2 tedna vržaja, sicer en teden zdaj že nekaj časa vodva skupaj. Ja. Ampak je toliko enih stvari, pa enega dela, tako da najdeva komikej časa, mogoče enkrat na mesec, da se vidva. Kva, resno? Ja. Ok, to se bo moralo spremeniti, ko se boste poročili. Ja, to imamo v planu. Absolutno. Ja. Mislim, jaz imam tudi licenco za reševalca iz vode in poletje je to fajn izkoristiti. Ker imaš dober job, summer job. Brez tega ne vem, če bi se lahko tako suvereno poročila, tudi z materialnega vidika. Tako da poletje jaz pa kar nabijem dosti ur, zato da lahko lažje živim čez leto. Wow. Aha, se pravi, ta služba, ki jo imaš zdaj, jo potem polet pustiš, ali kaj? Dopusti so. Aha, dopusti so. In ne delamo več toliko. Imamo en mesec in pol. Aha, in da če smaš ti drugi. En mesec in pol, jaz pa sem na plaži. Aha, ok, kje? V Strunjanu. V Strunjanu, wow, super. In živela boste zdaj oba na Primorskem, ti študiraš na Primorskem tudi in ti tudi? Ja. Cool. Dobro, to se sliši. In nameravate tudi ostati na Primorskem, živeti tam? Zaenkrat. Na daljši rok? Zaenkrat. Ali bomo zdaj ugotovili, da se to pa še nista zmenila? Ne so si tudi že to pogovarjala. Ja, zaenkrat. Zaenkrat, ja. Pol bo pa videla. Ok. Ja. Fajn. Kaj pri vajni pripravi na zakon ali pa pri tem razmisleku o poroki, recimo, vam je ful prav prišlo, pa kaj sta mogoče pogrešala, tako, ali pri dižu, ali pa mogoče tako širše v te naši skupnosti nasplošno. Pač ste rekla, ste že priprava pri iskrenih, cool. Ampak tako nasplošno, ko se en mlad par, ne vem, kot dejta, ko se pač pripravlja na to, da bi stvar vzel mečkem bolj resno, kaj bi mogoče najbolj rabila, pa mogoče nista dobila? A sta vse dobila? Ja, mogoče... Smela sta dosti dobila izgledov, pa v župniji, v vrželjskih tednih. Jaz mislim, da sem dosti dobil od starejših fantov v animatorjev. Ne vem, če bi koga izpostavil, ampak mislim, da so bili kakšni večeri, ko smo se tako fantje pogovarjali med sabo, pa eni so zdaj že poročeni, vsi so že poročeni. Wow, ok, ja. In
tako, se mi zdi, da sem od njih dosti črpal neke pametne Modrosti. stvari. Ja. Potem pa, ne vem, jaz sem poslušal podcast, ker rad od samega štarta. Okay. Aleš Čerin je bil najboljši gost. Je bil kar zvezda teh podcasta. Pa se pol tudi naprej. Ja, nekaj časa ga že ni bilo. Ja, dolg. Pol pa se dosti koristnih gostov imate. Tako da, to je po moje. Ok, cool. Ja, ne vem, meni se mogoče zdi pač ena tema, ki bi jo lahko že prej, kar si ti prej rekel, ta odhod od doma. Pač to se mi zdi, da mogoče tudi kakšne zveze zaradi tega ne uspejo, pač, ker so neki vzorci, pa se ne ve, iz kje so, pa drug misel, da to dela samo zato, da lahko razjeziš. Tako da to. Ja, mislim, meni tudi zgled tudi starejših parov animatorjev tako. Se mi pa zdi, da se zdaj je kar dosti teh programov ali pa pač tudi podcastov na to temo. Se mi zdi dobro, da se poudari, da pač vsak išče neko svojo pot, ni se treba osredotočiti sam na eno pravilo ali pa pač kogar da je samo ena pot pravilna, ampak vsak ima pač nekaj svojega. Se mi zdi, da je to pomembno, da se išče, da se raziskuje, da ne da sam slišiš eno stvar, pa si pa tako, ok, to je pa prav, zdaj bo pač tako delala. Ne vem. Ok, se strinjam. V smislu, gradnje odnosa pa tako. Ok. Se spomnite, kdaj pa na kak način vaju je mogoče vera, ki je tako malo bolj osebno zagrabila, recimo, ali še čakate ta moment, ali pač, a veš, eno je tradicija, Gašper, ko praviš, ne, pač tako se dela, ne, ampak imamo občutek, da je še kaj več v zadnji, ne, greš v kapelo, moliš na daljši rok in tako naprej, pač ti vera ni samo tradicija, ne, se pravi, če imaš mogoče kakšno zgodbo, kako se je to zgodilo. Kot družina eno preizkušnjo. Moj brat je bil nedoročen Čeh. Takrat mislim, da nismo hodili res najbolj redno k maši. Vse smo bili dejavni v župniji, kar mi je zelo zanimivo, ampak k maši pa nismo hodili redno. Od takrat naprej pa mislim, da smo začutili neko, da je nekaj več. In tudi dosti smo začeli moliti takrat. To je ena stvar, potem druga moja osebna, pa mislim, da je duhovne vaje sestra Rebeka Kanidol, če kdo pozna. To je največji blagoslov po moje, ki so mi ga starši dali. Jaz sem tam ogromno ljudi spoznal, ogromno se naučil. Kateheze so tam bile, mislim, za otroke, ampak nenormalno dobro pripravljene. Potem pa, ne vem, mogoče lih ta del, ko sem se nekako odločil, kam bi hotel iti v življenju, v smislu in poklicanosti in eme, kako se odločati, se mi zdi, da je te 2 poleti, ko sem jaz fajn razmišljal, so mi najbolj tako ostali v spominu, da sem res začutil, da se lahko na nekoga zanesem in v molitvi na Boga, ne. To je bilo zelo močno. Kako kaj vzdržuješ to čez leto? To je zelo moj problem. Trenutno je moj najboljši opomnik, da Bog obstaja ema. Lepo zjutraj dajmo zmoliti, pa vedno, ko se vidimo, se pač pokrižamo, ne vem, take majhne stvari. Sveto pismo je v rokah, ni pogosto, ampak se trudim. Zdaj časih tudi sam. In še ena stvar, kar je zelo pomembno. Vsako jutro ko se nas je mama vozila v šolo, smo skupaj zmolili. In je blagoslovila ona vse učitelje, vse sošolce, vse besede, ki bomo rekli. In to meni ostalo do danes, da vsako jutro blagoslovim vse ljudi, ki se srečujem, ki bom jih srečal, vse besede in vse, kar bom delal. Ok.
zelo lep običaj, zelo lepa. Ja, zdaj sem se hvalil mami, no, da si res super. Ja. Jaz si zadnje čase, če se mi zgodi, da ne morem do Svetega pisma, Hozana aplikacija na telefončku, lepo pritisneš play, pa preposlušaš, ko se peleš, 5 minut, ko greš nekam. Ne. To je higienski minimum, kadar ne zmorem drugače. Ok, hvala ti, Ema, kako pa ti recimo doživljaš ta duhovni vidik, recimo? Ja, pri meni pa se mi zdi, da pač ni bilo nekega res momenta, ko bi se moja vera kaj drastično pač spremenila, povečala, kogarkoli. Se mi zdi, da sem tako pač dejansko, to se bo slišalo zdaj ful pravilno krščansko in tako, ampak pač rasla tako v veri pač postopoma. Se mi zdi, da duhovne vaje v Želimljah, pa pol Vržej, pa pol smo imeli tudi, v bistvu je bilo najbolj se me dotaknili, ker smo imeli v bistvu pripravo na Birmo, smo imeli te delavnice molitve in življenja. To je bilo res, mislim, wow. Tam sem pač, se mi zdi, res prav čutila tako prisotnost. Pa pol tudi v drugem letniku, nekje, ker sem imela neke pač zdravstvene težave, tako sem imela preveč stvari. Se mi zdi, da tam sem pol tudi je v bistvu bil Bog moja rešitev. Tako, ja, zdaj pa se trudim, bi rada vsak dan brala Sveto pismo, ampak ja, no, to mi tudi ne uspe, zihar pa ja, vsak dan kaj izmolim. Mi je pa ful pomagal, ne vem sicer, kdaj sem to začela delati, ampak pač, ko so rekli, da ni molitev samo ne po obrazcih, pa iz Svetega pisma, ampak pač, da se lahko tudi samo tako čez dan malo pogovarjaš z Bogom, ne, in da ni zdaj, če en dan, ker zdaj se mi zdi, da tudi nasplošno zdaj prav v tem času se po Instagramu ful teh Bible study, ne pa to, pa kako vsi vsak dan berejo Sveto pismo, pa ostane o 5 zjutraj, pa pol 1 uro berejo Sveto pismo, ne. No to glih ni realno prešer, lahko je pritisk to. Ja, in se mi zdi, da pač ja, ni, če ne delaš tega, pač Bog še vedno je tukaj, ne, Jezus še vedno je s tabo, tako da tudi če samo ena beseda ali pa zahvala, prošnja, tako, ja, cool pri meni. Fajn, ja, itak smo pa vsi na poti, ne, se imamo ves čas kaj za naučiti, ne, tako da fajn. Mogoče tako za wrap up, za zaključek, tako ena beseda, zdaj ne pametovanja, no, v eni generaciji, ampak tako malo v tem smislu, kaj bi ob vsem tem, kar smo povedali, mogoče rada položila na srce komorkoli, ki tole posluša. Brez pritiska. Lahko to, da ne veva še, kako je biti poročen, ampak vidiva absolutno pozitivne vplive tega, da se pripravljava na zakon. Okay. To, da redno povabiva Boga v najino zvezo. Mislim, da naj čakajo dobre stvari, ravno zaradi tega. Tako da ja, jaz se veselim. To je največ modrosti, kar Stravik lahko iz mene. Super, lepa, bogata modrost. Ja, jaz mislim, da nimam tako bogata modrosti. Ne vem, jaz bi rekla, da ne se bati iti v to, a ne. Mislim, vsak ima svoje izzive, pa svoje težave, pa svoje pomisleke, ampak se mi zdi, da ko se enkrat odločaš, si noter in pa nekako gre, pač narediš tako, da gre. Ja, to. Cool. Hvala. Je pa fajn, dobro zbrati, ne? Absolutno. Že v štartu. Ja, se strinjam. Mogoče, zdaj, ko si me spomnil, ne? Jaz ne bom nikoli pozabil. V Stični, tisto leto, ko smo imeli ko je bila Stična po župnijah ali po dekanijah ali po škofijah. Sem imel ti en video. Tisti video. Po tistih čevljih. Tisti video. Mislim, da zakaj je vredno zbrati nekoga, ki je tudi iste vere ali pa ima iste vrednote. Tega ne bom nikoli pozabil, ko sem gledal, no? Da tako že teniska pa špičak težko skodista skupaj, ne? Ja.
Tisti video je bil res dober, se lahko pohvalim, da mi je dobro rad. Ne tako, ga bomo dali od spodaj v link, od spodaj pod tukaj, ker je v resnici v tem smislu, kako izbrati pravega, se mi zdi, da je tudi res pomembna tema in fajn, hvala, me veseli, da ti je pomagalo izbrati pravo. Naj vaju gospod blagoslavlja na vajni poti, naj vaju še naprej vodi in vam daje poguma, spremstva in tudi res nerodovitnosti na vseh področjih. Sem res vesel, da hodimo skupaj po tej poti, pa hvala vam za tole vajno pričevanje, za to zgodbo. Ja, hvala za možnost. Z veliko veseljem. Hvala Dižu, ker brez Diža mislim, da mi dva se ne bi spoznala. Ja, to da res. In pa tudi samo osebno se mi zdi, zaradi Diža sem odrasel dosti. Hvala Bogu. Super. Srečno. Hvala.